En lep pozdrav, dragi prijatelji Kalevite. Moje ime je Maja Krašovec, sem direktorica Kalevite International v Sloveniji in danes bomo obravnavali share marketing. Jaz verjamem, da je ta poslovni model večini nepoznan oziroma ga zelo hitro enačijo z različnimi piramidalnimi shemami. Zato se mi zdi na mestu, da objasnimo, kaj pravzaprav je share marketing, kakšen poslovni model je, kakšne so njegove prednosti in slabosti, za koga je primeren in konec koncev, kako lahko tudi vi izkoristite poslovno priložnost v Kaleviti, če si to seveda želite. Jaz verjamem, da se je že vsakemu od vas zgodilo, da ste si recimo pogledali kakšen dober film ali pa prebrali kako dobro knjigo in ste potem svojim prijateljem navdušeno razlagali, to pa nujno moraš prebrati oziroma ta film si pa res moraš pogledati. Verjamem tudi, da vas je kdaj kakšna oseba, ko ste prišli pač od recimo frizerja ali pa iz kozmetičnega salona, pa vas je vprašala, kje si pa ti uredil nohte ali pa kje si se pa postrigel, ko imaš tako fajn frizuro, in ste seveda z veseljem ga napotili do vaše kozmetičarke oziroma do vašega frizerja. Enako je recimo, če si kupimo nov telefon, pa smo navdušeni nad njegovimi funkcijami in seveda o tem govorimo vsem, ki jih poznamo. In to je pravzaprav share marketing. Osebna priporočila drugim o tem, kar nas navdušuje, s čimer smo imeli neko pozitivno izkušnjo. Za razliko od priporočil, ki jih običajno dajemo, ko, ne vem, v kakšni restavraciji pojemo kaj dobrega, pa nam ta restauracija ne plača za to, da potem svojim prijateljem povemo, kako super smo tam jedli. Enako nas naš frizer ne plača za to, ker smo k njemu poslali kakšnega od naših znancev. Za razliko od takšnih klasičnih podjetij pa share marketing nagradi vas za to, da v bistvu osebno priporočate stvari, s katerimi imate dobre izkušnje. V share marketingu ste torej plačani za priporočila o izdelkih oziroma storitvah, ki jih že uporabljate in s katerimi ste zadovoljni. Zdaj, jaz verjamem, da se vam dogaja, tudi vi ste sigurno že kdaj po kakšnem oglasu bili navdušeni in ste kupili izdelek, potem pa ste bili po njegovi uporabi razočarani, ker ni dostavil tistega, kar ste vi pričakovali oziroma o čemer je govoril sam oglas. Vedo, da danes je ogromno nekih marketinških trikov, sploh v kozmetični panogi se uporablja veliko nekih obdelav računalniških, se pravi Photoshopa in drugih pripomočkov, in seveda so potem v oglasih vsi idealni, lepi, izdelki, storitve delujejo pač čudežno in obljubljajo ogromno, seveda deluje to zelo mamljivo za nas. Ampak potem, ko pa mi to kupimo, pa smo na koncu lahko tudi razočarani, ker ne dobimo to, kar je bilo v samem oglasu obljubljeno. Jaz pa verjamem, da če vam pa nekdo, ki ga vi osebno poznate, priporoči neki izdelek in storitev, da je pa to neka kredibilna referenca, zato ker veste, da ta človek v bistvu stoji za tem, kar priporoča. Normalno je, da vas ne bo usmeril in vam priporočal nekaj, s čimer sam ni imel dobre izkušnje. Vam bo prej povedal, s tem pa nisem bil zadovoljen, pa je stran od tega ponudnika oziroma ne kupuj tega. Če se osredotočimo, za koga oziroma zakaj je primeren share marketing, bi lahko rekli, da je to v bistvu neke vrste posel prihodnosti. Konkretno Kalevita se nahaja definitivno v eni od bolj perspektivnih panog in mislim, da se vsi ljudje danes čedalje bolj zavedajo pomena svojega zdravja. In tudi prav je tako, ne samo, da grejo trendi v smeri, ko se zavedamo, da moramo vedno bolj poskrbeti zase, da je to naše telo edina hiša, v kateri bomo dejansko živeli vse svoje življenje. Poleg tega pa je share marketing tudi revolucionarni sistem, v smislu, da omogoča enake možnosti za vse in navsezadnje zato več kot posel, ker omogoča nek družbeno odgovoren sistem delitve. En čudovit čar share marketinga je namreč v tem, da uspeš takrat, ko do uspeha pomagaš tudi drugim. Če se osredotočimo, za koga je v osnovi share marketing sploh primeren poslovni model. Definitivno je to več kot primeren model za vse tiste, ki si želijo nekaj več od življenja. Pa ne mislim tukaj samo omejitev, kar se tiče financ, torej da bi si želeli večjih prihodkov, ampak tudi v smislu lastne izpopolnitve, lastne kreacije svoje prihodnosti. In če tako kot sem omenila, si želite pomagati drugim in da radi delate z ljudmi in jim iskreno pomagate, potem definitivno je to pravi posel za vas. Ni pa to posel za tiste, ki bi želeli čez noč obogateti, sploh pa ne na račun drugih.
Vsak poslovni model ima svoje prednosti in pa tudi seveda svoje slabosti. Tudi share marketing ni popolnoma nič drugačen in jaz mislim, da je treba tudi odkrito o tem spregovoriti. Torej predstaviti tako pozitivne stvari, kot tudi tiste manj prijetne. Torej, če si najprej pogledamo prednosti share marketinga. Zagotovo je ena od velikih prednosti to, da ne potrebujete nekega velikega začetnega vložka za to, da začnete lasten posel. Ni potrebnih velikih kapitalskih ali pa drugih investicij, ne potrebujete nekega konkretnega znanja in s tem je tudi zelo majhna verjetnost, da če bi karkoli se zlomili, praktično nimate kaj izgubiti, torej tudi tveganje v bistvu povezano z tem poslovnim modelom praktično minimalno. Velika prednost je zagotovo tudi to, da lahko sami razporejate čas in pa delo. Jaz mislim, da je to danes velika prednost, da lahko sam zorganiziraš svoje delo, delaš takrat, ko ti ustreza, tam, kjer ti ustreza in tukaj omogoča share marketing ogromno fleksibilnosti. Velika prednost je zagotovo tudi to, da si lahko sami definiramo višino svojih prihodkov. Sigurno se strinjate, da če pridete nekam v podjetje, vam plačo narekuje direktor oziroma če ste zaposleni v javni upravi, ste kvalificirani v določen plačilni razred glede na vašo izobrazbo in tako naprej. Skratka, ste omejeni z neko višino, ki pač je v osnovi ne morete preseči. Čar share marketinga je v bistvu to, da če imate lastne ambicije, praktično omejitve navzgor ni. Jaz mislim, da je velika prednost tudi to, da lahko posel nasledite, kar pomeni, da se članska koda deduje, torej vse, kar ste zgradili, lahko vaši nasledniki potem tudi podedujejo in v bistvu to preteklo delo potem ni izgubljeno. Velika prednost je tudi to, da kot začetnik v share marketingu ne rabite tavati sami v temi in odkrivati prave poti, zato ker imate mentorja, vašega sponzorja, ki vam pomaga pri tem, da vam pokaže preizkušene korake, ki jim morate slediti zato, da boste uspeli. In dejansko je v njegovem interesu to, da vi uspete. Spet velika prednost v primerjavi z klasičnimi poslovnimi modeli, kjer običajno direktorjem, tudi sektorskim recimo, ni v interesu, da bi svoje sodelavce oziroma kolege naučili vse, kar vejo sami oziroma prenašali na njih svoje veščine, zato ker to pomeni, da lahko posledično imajo njihovo delovno mesto oziroma se nekdo poteguje za njihov stolček in jih nadomesti. To v klasičnih poslovnih modelih nikomur ni v interesu, ne. V share marketingu je pa s tem, ko vi pomagate drugim do uspeha, normalno tudi sami uspete in tukaj je ta win-win situacija, kjer obe stranki zmagata. Prav tako tiste predispozicije, ki bi bile potrebne za sam začetek, v bistvu niso omejene, zato ker ne potrebujete posebnih delovnih izkušenj, veščin, ne potrebujete neke konkretne izobrazbe, vse, kar potrebujete za delo v share marketingu, se lahko priučite. Edino, kar potrebujete, je lastna želja, motivacija in pa seveda trdo delo. Kot sem že prej omenila, ima seveda poslovni model share marketinga tudi svoje slabosti in bilo bi res nepravično, da o njih ne bi govorili. Zato bomo pregledali tudi te. In sicer se na žalost velikokrat dogaja, da je sam share marketing v očeh številnih ljudi nekako obeležen z neko negativno konotacijo, ker ga večinoma zamenjujejo z piramidalnimi shemami, z Ponzijevimi sistemi. Čeprav je daleč od tega, ampak jaz verjamem, številna multilevel podjetja so obljubljala neke nerealne zaslužke in razočarala številne ljudi, zato seveda imajo ljudje take in drugačne izkušnje in lahko posledično tudi so si ustvarili že neko stereotipsko predstavo, da je to neka piramidna shema, kjer v bistvu niti ne moreš uspeti, če nisi na samem vrhu. To, da se morate posla naučiti, je seveda lahko tudi ena od slabosti, zato ker se žal z talentom mrežnega marketinga oziroma share marketinga nihče ne rodi. Lahko seveda pomaga, da smo komunikativni po svoji naravi, ne moramo pa se roditi z tem talentom, torej se moramo nekih osnovnih korakov za to, da smo uspešni v tem delu, tudi naučiti. Dovolj je, da smo pripravljeni to narediti, ker ni pa nič takega, kar se ne bi vsakdo mogel priučiti. In seveda to terja nek svoj čas, zadeve se ne zgodijo čez noč, tudi v klasičnem podjetništvu. Ljudje velikokrat pozabljajo, kakšne so vse investicije in koliko časa traja, da se dejansko nek posel obrne, da se začne vračati vse to, kar si prej vlagal, a ne. In podobno je v bistvu tudi v share marketingu, sigurno boste mogli vsaj, ne vem, pol leta, eno leto, nekateri celo več let, odvisno kako
učinkovito in kako pravilno se boste pač lotili grajenja vaše mreže, ampak investicija bo pač potrebna za nek čas, zato da lahko potem na dolgi rok v bistvu žanjete to, kar ste prej sejali. In velikokrat seveda to potegne za sabo tudi to, da se spremenimo, da spremenimo naše dnevne rutine, naše delovne navade, naše razmišljanje. Razmišljati moramo v bistvu začeti kot uspešni ljudje. Velikokrat je v bistvu to težko, zato ker smo ljudje nagnjeni k temu, da ne maramo sprememb, da se gibljemo znotraj nekih varnih okvirjev, ki jih že poznamo. Tukaj pa pač se moramo spremeniti, zato ker če želimo drugačne rezultate, ne moramo pač delati enakih stvari kot prej. Torej, neka žrtev mora biti in vsak, ki želi biti uspešen, se mora nečemu vsaj na kratek rok odpovedati za to, da bo na dolgi rok lahko potem živel življenje, kakršnega si seveda želi in tudi zasluži. Mentor na koncu je lahko po mnenju nekaterih tudi slabost, čeprav jaz ga vidim definitivno bolj kot neko pozitivno stvar. Namreč nekateri pravijo, če nimaš ustreznega mentorja, da ne moreš v bistvu rasti. Ampak jaz pa vedno pravim, da je to lahko bolj kot ne neki izgovor, ker konec koncev motivacija mora biti v nas samih in naš uspeh je odvisen samo od nas in ne od našega mentorja. Seveda je velika prednost, če ti mentor stoji ob strani in ti pomaga na poti do uspeha, tako da je smiselno, da se poistovetimo z osebo, ki jo vidimo kot uspešno, ki nas navdušuje, ki želimo slediti, zato ker imamo posledično večjo motivacijo, ampak to pa ne pomeni, da če naš mentor ni ravno najbolj idealen, da mi ne bomo uspeli, ker konec koncev smo za naš uspeh ali pa tudi za neuspeh odgovorni izključno samo mi sami. Na trgu obstaja veliko različnih multilevel podjetij in na tem mestu je definitivno pametno, da se predobro informiramo o tem, katero podjetje je tisto, s katerim bi mi lahko v prihodnje sodelovali, se pravi, gledano na dolgi rok. V nadaljevanju vam bom pokazala ene par stvari, na katere je smiselno biti pozoren, ko se odločamo o tem, s kom želimo sodelovati oziroma ne. Kot prvo moramo pogledati, da podjetje ponuja res kakovostne izdelke oziroma storitve. Torej, da gre za neke izdelke ali pa tudi storitve vrhunske kakovosti, za nekaj, kar ima perspektivo v smislu zato, ker se bo tudi v prihodnje kupovalo, da sama kvaliteta teh izdelkov ni porečna in to je v bistvu tisti prvi temelj, da so neki kvalitetni izdelki oziroma storitve v ozadju. Če poslovni model temelji izključno na plačilu članarine, brez da bi se struktura financirala z izdelki oziroma storitvami, potem gre za piramidno shemo in v tem primeru vam zelo odsvetujem delovanje. Naslednja stvar, ki je smiselna, je tudi, da so izdelki oziroma storitve, ki jih podjetje ponuja, potrošne narave. To pomeni, da kupci, potrošniki imajo neko tendenco k temu, da lahko te izdelke ali storitve koristijo na dnevni, tedenski, mesečni ravni, torej da gre za neke ponavljajoče nakupe. Zakaj je to pomembno? Zato, ker konec koncev bo potem vaše preteklo delo večkrat znova nagrajeno. No, zagotovo je zelo pomembno, da preverite tudi ozadje podjetja, da gre to za neko stabilno, kredibilno podjetje z izkušnjami, z tradicijo, s katerimi imajo tudi druga podjetja neke dobre izkušnje, kjer se nagrade, plače in ostalo izplačuje tako, kot je treba, skladno z veljavno zakonodajo. In navsezadnje, kot že omenjeno, tudi sam mentor je tisti, ki je lahko ključen na poti do našega uspeha. Torej, da sledimo nekomu, ki ve, kaj počne in nas na tej poti do uspeha tudi podpira. V osnovi se pa običajno v share marketing vključuje ljudi zaradi dveh razlogov. Eno je ta stalen izgovor, ki ga zagotovo tudi vi pogosto slišite, to, da nam primanjkuje časa. Jaz mislim, da se večina ljudi dejansko ukvarja danes s tem, da jim primanjkuje prostega časa. In druga stvar je to, da lahko tudi imajo seveda prenizke dohodke. Torej, to sta nekako dva glavna motiva, bodisi, da si želimo več zaslužiti ali pa imeti več prostega časa. Konec koncev nam tudi denar nič ne pomaga, če nimamo časa, da bi ga zapravili. In treba se vprašati, kakšne bodo naše žrtve na kratek rok, zato da bomo lahko v prihodnje živeli življenje takšno in po takih kriterijih, kot si dejansko želimo. In na tem mestu vam jaz svetujem, da si vsaj kakšen teden zapisujete v bistvu vse vaše aktivnosti, da vodite nek
dnevnik, neko evidenco tega, kar ste počeli čez dan. In sicer lepo po urah, sistematično navedete vse vaše aktivnosti, ki so recimo trajale vsaj kakšnih 5 minut. Na ta način boste zelo hitro poiskali in definirali tiste aktivnosti in tista področja, kjer vam v bistvu ta čas skozi roke. In zagotovo boste na ta način, ko boste naredili to listo vaših aktivnosti, ugotovili tudi, kje je prostor za boljšo produktivnost, za bolj učinkovito porabo vašega časa. In potem, ko seveda to ugotovite, naredite tudi nek plan, kdaj boste delali, se pravi, da določite konkreten termin za vaše delo. To vključuje seveda tudi izobraževanje, torej to je pogoj, da boste lahko začeli pravilno delati in ko se izobrazite in to prenesete v prakso, lahko potem nadaljujete tudi z gradnjo vašega tima. Seveda pa je treba najprej se moramo naučiti, na kakšen način delati in imate na voljo en kup enih brezplačnih seminarjev. Na spletu boste našli v bistvu veliko podatkov, tako da ni treba, da se poslužujete samo plačljivih vsebin, tudi če sledite akademijam, internim treningom in izobraževanjem, boste našli ogromno enega materiala, ki vam bo pomagal. In ko boste to zadevo prenesli v prakso, je prva in ključna stvar potem, da začnete oblikovati seveda tudi svoj tim. Zakaj je tako zelo pomembno, da imamo svoj tim? Kot vidite, na zaslonu piše izraz multiplikacija. In dejstvo je, da če sami recimo se odločimo, da bomo 4 ure na dan namenili za svoj lasten posel, da je to naš vložek v delo, ki ga bomo v tem trenutku investirali v to, da bomo na dolgi rok lepše živeli. Si predstavljate, kako čudovito je, če vi naučite še 3 osebe, da delajo enako kot vi in da jim pomagate na tej poti do uspeha. Skupaj z temi 3 osebami ne boste več naredili samo 4 ure, ampak boste naredili 16 ur. Torej se je vaša produktivnost močno dvignila. In ne samo to, da vi sami ne morete narediti toliko kot celoten tim v časovnem vidiku. Ne morete tudi imeti vseh enakih znanj, veščin, sposobnosti, kot jih imajo lahko tudi drugi člani. In z tega vidika se v bistvu tim lepo dopolnjuje in si en drugemu tudi pomagamo do uspeha. Seveda pa lahko pri tem izkoristimo tudi sodobne spletne pripomočke in definitivno recimo Zoom ali pa Skype sta že ena od njih. Na ta način lahko prihranimo veliko časa in denarja. Seveda spletna komunikacija nikoli ne bo zamenjala osebnega stika, pa vendar lahko v bistvu nam omogoči preskok določenih preprek, recimo ne rabimo izgubljati časa za potovanje na drug konec države za pripravo na sestanek, ker je dovolj, če se usedemo v bistvu za računalnik in prižgemo aplikacijo in kamero in se pogovarjamo preko spleta, kar marsikomu prihrani ogromno časa. Prav tako lahko v bistvu v te sestanke vključimo naše kolege, našega sponzorja, ki nam lahko na začetku seveda tudi pomaga. Zdaj pa si poglejmo še, kakšen je poslovni model Kalivite. Tam postanete enostavno z nakupom Kalivitinih izdelkov, konkretno 52 trgovskih točk. To je lahko eden izdelek, lahko sta 2, 3, izberete si jih po svojih lastnih željah, torej ni nekih vnaprej predpisanih paketov, kaj šele plačljivih članarin. Torej, avtomatično z nakupom teh izdelkov vam pripada vedno 25% popust. Pri vseh nadaljnjih nakupih lahko vedno koristite članske cene, ki so 25% nižje od rednih cen. Vkolikor izdelke distribuirate, vam seveda pripada razlika med prodajno in člansko ceno, torej marža v višini 33%, glede na vaš ustvarjen promet, osebni in pa seveda promet vaše skupine, pa lahko dodatno zaslužite še bonuse od 4 do 21%. In seveda, če izkoriščate pri tem še dodatne akcije in pakete, lahko dodatno profitirate. Seveda vam članska izkaznica omogoča tudi gradnjo mreže. Kot član lahko vključujete vaše prijatelje, znance in s tem tudi vaša mreža raste, posledično seveda naraščajo tudi vaši prihodki. Vkolikor imate v vaši mreži 3 aktivne graditelje mreže, torej da 3 osebe naučite delati podobno, kot delate vi, lahko dobite še dodatni zaslužek. To je Triple Line Plus bonus, potem pa imamo tukaj še
dodatne bonuse, ki merijo vaš uspeh. Torej, če ste bolj uspešni kot v preteklih obdobjih oziroma ste še dodatno nagrajeni za to, da včlanjujete nove kupce in pa da dobivate nazaj povratne nakupe. No, velika prednost Kalivitinga modela je tudi to, da dejansko nimate obveznega mesečnega nakupa. Če ste med 4 in 10%, v bistvu lahko ustvarjen bonus bodisi vam izplačamo ali pa ga koristite kot popust pri nakupu izdelkov, ki jih potrebujete za sebe. Šele na višjih nivojih dejansko je pogoj za izplačilo bonusa tudi neka minimalna kvota osebnega nakupa, ampak to je tisto, kar dejansko zadostuje za osebno potrošnjo, za vas oziroma mogoče še za vašo družino, ampak če se vi odločite za gradnjo mreže, boste normalno tudi sami uporabljali izdelke, ker vam koristijo, ker morate v prvi vrsti biti tudi vi kredibilni pri tem, da verjamete v izdelke, da jih uporabljate, da ste zdravi in da se dobro počutite, preden lahko izkušnjo širite tudi naprej. V Kalivitinem sistemu ne potrebujete imeti svojega podjetja, dokler ne dosežete nekih višjih nivojev, vam lahko izplačujemo bonus kot popust pri nakupu izdelkov oziroma kot odvajamo kot fizični osebi, medtem ko presežete neko točko praga, se pravi tisto točko preloma, ko se vam že izplača imeti tudi lastno podjetje, seveda v tem primeru izdate račun in prejmete plačilo za vaš bonus preko računa vsak mesec redno. Zelo enostavno je pa tudi podaljšanje članstva, in sicer se z avtomatičnimi nakupi skozi leto tudi avtomatično podaljša vaše članstvo. Torej, ne potrebujete vsako leto znova podaljševati ali pa plačevati kakšnih članarin, ampak se članstvo v primeru, da recimo kupite kakšne 3 izdelke skozi leto, že avtomatično podaljša tudi za celotno prihodnje leto. No, čudovita lastnost poslovnega modela Kalivite pa je to, da niste omejeni z mejami. Torej, lahko poslujete v globalnem smislu tudi preko meja in ponujate izdelke tudi v 36 državah. Torej, lahko včlanite nove potrošnike, nove člane v Srbiji, v Makedoniji in seveda lahko tudi tam opravljate nakup. Poslovni model Kalivite temelji na neki pozitivni motivaciji, brez kakršnekoli prisile. In to je spet ena čudovita lastnost. Bistvo je, da delate to, kar delate radi, kar delate s srcem, mi pa vam pač pri tem pomagamo. Brez da bi vam določali tempo, metodo dela oziroma da bi vam dihali za ovratnik, kako in koliko morate delati. Torej, na voljo vam je stabilna pomoč in podpora tako sponzorja kot tudi celotne logistike v podjetju. Ne potrebujete v bistvu sami izdelovati revij, katalogov, različnih promo materialov, kar za to poskrbi podjetje, vi pa to zadevo lahko koristite, dobite vse te materiale na voljo in seveda firma oddela tudi velik del distribucije v bistvu namesto vas, odpošlje pakete, poskrbi za računovodstvo in vse ostale stvari, torej vi samo širite informacijo. Glavni cilj firme in pa tudi vaših sponzorjev je to, da ste vi zadovoljni, da ste finančno preskrbljeni in da ste uspešni in vam pri tem pomagajo. Ob tem je seveda bistvo, da je sam sistem nagrajevanja pravičen in da ste vi adekvatno nagrajeni oziroma proporcionalno glede na vaš vložen trud. V bistvu lahko dosežete več in zaslužite več kot vsi, ki so že trenutno vključeni v firmi. Ni pomembno, kdaj se včlanite, ampak je važna struktura vaše mreže in koliko naredite znotraj te mreže, se pravi ustvarjen promet. Kar pomeni, da je lahko dejansko vaša mreža bolj uspešna od vaše sponzorske linije. In ko enkrat začnete aktivno in profesionalno delati na gradnji mreže, vam pripadajo seveda tudi čudovite menedžerske premije in tudi dodatne nagrade. Zagotovo so to res enkratna potovanja po različnih svetovnih destinacijah, eksotičnih krajih in vkolikor ste uspešni, vas podjetje nagradi s Kalivitinim plesom, z brezplačnim potovanjem na eni od luksuznih destinacij vsako leto. Velika prednost je tudi samo nasledstvo članske številke, torej vse, kar vi gradite, se lahko prenaša iz roda v rod in daje zaslužke potem še številnim generacijam skozi leta oziroma desetletja. Torej, Kalivita vam omogoča neskončne možnosti. Samo od vas je odvisno, kaj je tisto, kar si želite in kot pravijo, sky is the limit. Nebo je meja. Jaz vam želim obilo uspeha pri vašem poslu. Če rabite pomoč, pa smo tukaj mi, da vam pomagamo na poti do vaših zvezd. In ne pozabite,
če želite videti mavrico, pomeni, da se morate tudi sprijazniti z dežjem. Verjemite pa, da za vsakim dežjem posije sonce in naj sonce sije tudi vam.